5 do 12 ni tako usodno, kako da kdo misli, smo ljubitelji točnosti, bolje nekoliko prej kot prepozno, zato smo začeli malo se pred 12. uro. Pozdravljam vas prisrčno v teh prostorih, ki so uradni prostori za našo mojo in našo kampanjo. V enem tednu od začetka, ko ste se odločili za kampanjo, smo postorili precej domačih nalog. Med drugim smo uspeli pridobiti pomočjo Liberalne demokracije Slovenije tudi ta prostor, ki nas povsem zadovoljuje za naše delo bodoče in se zato zahvaljuje za takšno pomoč. Poleg tega smo seveda ta prostor danes odprli predvsem za vas, novinarje in poročevalce, da boste lahko javnosti o tem poročali. Od ponedeljka dalje bojo pa te prostori seveda na voljo tudi vsem zainteresiranim volivkam in volivcem, državljanom, čankam in čanom, ki bodo lahko prišli, da bodo hodili točno tudi v te prostore. Tako vam povem, da bodo prostori odprti od 10. ure pa do 15. ure popoldne v mesecu avgustu. V mesecu septembru bomo pa seveda imeli te prostore odprte verjetno cel dan, ker se bodo te aktivnosti tudi formalno pospešile, ne samo pri nas, tudi drugod in takrat bo seveda ta prostor verjetno nekoliko bolj zaseden kot morda tega meseca. Prostori so najeti, da vam tudi na to vprašanje kar sam odgovorim, ker če bo kakšno vprašanje v nadaljevanju. Mislim, da po razumni ceni, približno 18 evrov za kvadratni meter in v tem primeru seveda so stroški, ki bomo imeli s temi prostori, sorazmerno majhni. Ne glede na to, da je lokacija, kot vidite, zelo dobra. Hkrati bi rad povedal, da se bo s ponedeljkom uveljavila tudi spletna stran, na kateri, pa preko katere boste lahko tako vi, kot drugi zainteresirani komunicirali, se obračali na nas in mi bomo seveda za sebe odgovarjali na vprašanja, mnenja, pohvale in kritike, ki bodo na ta način in po tem mediju do nas prišle. Poleg teh dveh tehničnih zadev, ki smo uspeli v tem tednu urediti, je pomembno, da se je tudi oblikoval štab za volilno kampanjo, ki ga vodi spoštovana kolegica in gospa Mojca Drčar-Murko. Sam moram reči, da sem izredno zadovoljen in vesel, da se je odločila za to vlogo, morda nekoliko nehvaležno, pa vse pa vendarle bo dala temu pečat svoj osebni, priznana publicistka in pa razmišljajoča intelektualka, kar bo pomagalo oblikovati tudi takšne vsebine, ki bodo zanimale tako širši krog ljudi, pa dale tudi nekaj naših jasnih usmeritev za vlogo predsednika Republike v bodoče. To mislim, da je pomembno povedati. Ne gre zgolj za kampanjo prikazovanja, gre za kampanjo sporočanja in prikazovanja določenih vrednot, za katere se bomo v tej kampanji seveda trudili, da bi tudi sprejeli kot naše skupne in seveda njihove. Poleg tega, poleg gospe Murkove, so v tem štabu, v tem najožjem štabu tudi gospa Mateja Poljanšek, ki ste jo videli na začetku, ki bo skrbela za to, da bo pisarna dobro in uspešno delovala. Poleg nje pa za vas predvsem pomembna informacija, da bo stike z javnostmi organizirala in vodila gospa Lara Ham. V tem štabu bo še seveda nekaj več ljudi, nekateri bodo prihajali, drugi bodo odšali, glede na to, kako bodo tekle priprave in pa seveda tudi naša dejavnost. Zato ne bi danes širše predstavljal tega štaba, bomo pa ob teh aktivnostih, ki bomo vam prikazovali, ne samo vam, tudi seveda volivkam in volivcem, boste spoznavali še dodatno tudi druge člane in imeli lahko tudi neposreden kontakt, razgovore in seveda tudi kakršne bolje razprave oziroma vprašanja in odgovore. Rad bi povedal, da so zelo vesel podpore, ki smo v prvem tednu bili deležni od širokega kroga ljudi, ne bom rekel samo volivcev in volivcev, ljudi, ki so želeli izkazati podporo. Ta podpora je vidna tudi na tem plakatu oziroma banerju, kot običajno rečejo, ki tam pri vhodu visi. Jaz ne bi rad nikogar posebej izpostavljal razen Mojce, ki je šefinja tudi našega štaba. Vsi so zelo priznani državljanke in državljani v Republiki Sloveniji, znani ljudje, z
veliko zaslug, ki so jih imeli v tej državi. Sam sem moram reči počaščen, da so se odločili za to, da tudi tako na javni način podprejo mojo kandidaturo. Lista je odprta, upamo, da se bodo potem dosedanjim podpisnikom oziroma tistim, ki so naši prijatelji, pridružili tudi novi v naslednjem mesecu ali 2-3. Kdorkoli bo pripravljen izkazati podporo, se mu že vnaprej zahvaljujem oziroma zahvaljujemo, ker je to akt, ki ga bo sprejel kot samostojni akt, brez tega, da bi ga mi morali posebej na to nagovarjati. Vsi tisti, ki so se tukaj zdaj pojavili na tem spisku, so ljudje, ki so izrazili samostojno voljo za takšno podporo. Še enkrat se iskreno zahvaljujem vsem in upam, da bomo dobro sodelovali ne samo v tej času kampanje, ampak tudi v bodoče. To so v principu nekatere osnovne zadeve, ki smo jih danes hoteli predstaviti. Tiskovna konferenca je predvsem namenjena temu, da predstavimo prostore in nekaj teh tehničnih elementov, ki so pomembni za to, da bo kampanja lahko tekla normalno. Veselimo se skupnega dela. Avgust ni mrtvi mesec in upam, da se bomo večkrat srečali tudi v tem mesecu. Sam bom v tej pisarni oziroma v teh prostorih zelo pogosto prisoten. Ne bom rekel, da vse ure vsak dan, ampak prav gotovo pa precej ur vsak dan, tako da boste imeli priložnost vi ali kdorkoli drugi, da se z mano neposredno prisreča, pove kaj pametnega, kaj pozitivnega. Odprt sem pa tudi seveda za vse kritike, ki bi lahko prišle, ker smo v bistvu v tej naši kampanji odprti za pobude in za tudi kritike, ker črpamo iz tega tiska, kar nam bo pomagalo, da bomo še izboljšali naša sporočila in pa našo voljo, ki jo želimo izkazati v tej kampanji, zakaj se dejansko potrebujemo. Mi se ne borimo, mi se predstavljamo, mi želimo ljudi prepričati. Torej, želimo imeti kampanjo, ki ljudi prepričuje, ne bomo se pa toliko borili z drugimi kandidati, ker se nam zdi pomembno obračati se ljudem, volivkam in volivcem, ne pa toliko drugim kandidatom. Zato bodo poskrbili sami. Torej, to je bilo za uvod, kar sem vam želel danes sprašiti. Zdaj pa odprta razprava oziroma vprašanje odhodbe. A je torej že jasno, kdo bo prvo podpisanje pod vašo kandidaturo, ki ne bude naša Ne gre za prvo podpisanega, gre za tiste, ki nas podpirajo, vsi so pomembni, od prvega do zadnjega, ker ni ne prvega in zadnjega. Tistega, ki sem danes izpostavil, to je kolegica Mojca, ki bo vodila štab, in mislim, da je to tako kvalitetna izbira, da je veljala danes omeniti. Ali športno radio, a se o podpori, oziroma iščete podporo tudi civilno-družbenim gibanjem, združenim izven parlamentarnim strankami? Mi iščemo podporo pri vseh. Nismo se opredelili ne po straneh neba, ne po kvaliteti tistih, ki jih iščemo vse. Poskušamo se pokazati vsem v takšni luči, kakršni smo.